Čau, sem Maša Plaznik iz Žarka sreče in sem dobila zdaj zavedanje, da bo prispevek, da naredim en Facebook live. In ker sledim energiji, evo me, sem na Facebook liveu. Ok, kaj bi danes vam rada povedala? Kolikokrat se tekom dneva kar nekaj sekiramo v prazno, pa poslušamo druge, pa pademo v njihov svet, v njihove zgodbice. Kar naenkrat, prej smo nekaj razmišljali, smo si nekaj želeli, smo bili polni energije, bi bilo ono, ki dobro, jaz bom naredila to, bom to, uno, drugo. Vse štimalo, srečamo nekoga, se pogovarjamo z nekom, pišemo si message, nima veze. In kar naenkrat, ko da nismo več mi, se začnemo obnašati drugače, tisto, kar smo bili prej ful navdušeni, ful smo si želeli, ful smo hoteli uno delati, kar naenkrat se nam ne da več, ne vidimo več smisla v tistemu, vse je narobe. Ste se kdaj vprašali, ok, kaj se je zdaj zgodilo? Prej mi je bilo ful cool, ful sem si želela to narediti, vse je štimalo, ful sem bila navdušena, vse sem imela v glavi vštimano, da kako kaj bo šlo. In pol kar naenkrat se vse sesuje in je katastrofa. Kaj se je vmes zgodilo? To je ful dobro vprašanje, v bistvu lahko si ga postavljate, ko se vam kaj zruši, ok, kaj sem naredila, kaj sem izbrala, valjda moški, kaj sem naredil, kaj sem izbral, da sem si zdaj to ustvaril, da ne štima več, ne? Ampak kaj se zgodi? Kupimo zgodbe, kupimo razmišljanja, poglede drugih ljudi. In to se dogaja v bistvu non-stop. 90% vsega je nezavedno. Sploh pojma nimamo, kaj mi delamo, o čemu razmišljamo, kaj se dogaja v našem svetu. Ma če nimamo pojma, to ne pomeni, da se ne dogaja. In tle catch. Torej, mi nimamo nadzora, ne vemo, kaj vse se dogaja in to se dogaja. Okay? Torej, se vrnem na primer. Ful mi je bilo cool, ful mi je bilo mega, ful sem bila zadovoljna, srečna, vse se spremeni. Torej, kaj če obstajajo načini, ki jih lahko jaz izberem, da ne padem tako pogosto v svetove drugih ljudi? Kaj če obstajajo možnosti, kaj lahko jaz naredim in izberem, tipo cukrčki, ki ga samo tako uporabim v trenutku in sem cool in še vedno ostanem navdušena nad svojim projektom, še vedno izbiram tisto, kar si želim in pol to izpeljem, naredim in je pol na koncu ful cool. Porabljaš kaj takega? Imaš v svojem repertoarju kaj, kar pri tebi to sprovede? Daj razmisli, morda imaš kaj, morda nimaš, morda si kdaj kje zasledila, da ti je kdo to povedal. No, jaz porabljam ogromno orodij, ki jih je razvil Access Consciousness. Tisti, ki mi dolgo slediste, mogoče ste že opazili, da imam bars delavnice, pa od Accessa delavnice, telesne procese, polno nekih delavnic. Imam tudi terapije. No, jaz v bistvu ne samo, da to druge učim in da lahko priješ k meni na terapijo, jaz dejansko živim na ta način. Torej, kaj se lahko vprašaš, ko se ti ful dogaja, ti je ful mega, si navdušen in potem kar nekaj padeš ven? Se ustaviš, kot prvo ne greš v zaključek, da je nekaj narobe, da ne štima in da mogoče ni dobro, da narediš tistega, nad kar si bila prej navdušena. Ful mi ne gre to moški, ženska, ne se ukvarjati s tem, ok? Bom govorila v množini, mi bo lažje. Torej, kaj naredimo, ok? Torej, smo bili navdušeni, nekaj se zgodi, pade motivacija, katastrofa. Ne smemo iti v zaključek, da nekaj ne štima, ne smemo iti v zaključek, da ni ok, da tisto izberemo. Fajn je, da postavimo vprašanje, ok, kaj se je tukaj zdaj zgodilo, kaj se je odprlo, kaj jaz vem, kaj je čas, da zdaj izberem, kaj lahko naredim, kaj lahko spremenim. Ok, zdaj jaz sem jih tako nanizala, dajte pol si še enkrat poslušati, lahko jih si prepišete, dajte to res uporabiti. Pa vprašaš vprašanje, ok, kaj sem zdaj naredila? Kaj sem naredila, da se je zdaj to spremenilo? In ne iti razmišljati kot kompjuter, kot računalnik, verjetnostni izračun v možganih, kaj vem, kaj ne vem, kaj so mi drugi rekli, kaj je delovalo zadnjič. Vprašaj se in počakaj. Dovoli, da informacija pride k tebi, dovoli, da se zavedanje dvigne. To pač je igra in je drill, vajdela mojster delovajo. Bolj v bistvu, ko to uporabljamo, bolj smo vešči, bolj si dovolimo, se prepustimo in hitreje potem zaznamo.
to informacijo, ker pride vedno, samo mi smo uno. Ne štekam nič, ne bom naredila uno, ki je rekla sodelavka, bom naredil uno, kar mi je rekel sosed. To je brez veze. Moramo začeti poslušati sebe. Tako da, evo, igrajte se, ko se vam spremenijo razpoloženje, misli, kar naenkrat, tipo tuf, odreženje drugo, se začnite spraševati in dajte mi vedeti, ful me zanima vaše mnenje. Fulkrat, koga srečam, mi pa reče,